Ne, to še ni kakšna glasbena podlaga, ampak zvok novega Fiata 500, ki opozarja pešce pri nizkih hitrostih. No, italijanski snovalci bi se morda lahko odločili za kakšen zvok vesoljskega plovila ali pa kakšno brenčanje, ampak na srečo so izbrali to prijetno melodijo. In tako si morda že predstavljamo, da bomo morda v prihodnosti na mestnih ulicah uživali v neke vrste avtomobilskih koncertih. Novi Fiat 500 je namreč povsem električen in odgovorni pravijo, da gre za različico 3.0, kar pomeni, da je zasnovan povsem na novo. No, ampak kljub temu dejstvu je zapuščina legendarnega ljudskega modela povsem očitna. Poglejmo torej, kaj prinaša Fiat 500, ki ga žene elektrika. No, še prej pa te povabimo, da se naročiš na naš YouTube kanal. Elektrifikacija modela 500 je povsem logična, saj so prav mestni malčki že kar pred nekaj časa sprejeli električni pogon z najmanj porodnimi težavami. No in tako pri Fiatu pravijo, da bomo lahko v mestu z enim polnjenjem prevozili kar 400 km. Gre za mestno vrednost dosega pri večji izmed dveh razpoložljivih baterij. Ta ima kapaciteto 42 kWh, no na voljo pa bo tudi manjša s kapaciteto 24 kWh. Zavedamo se, da je za voznika električnega vozila pomembno, da ima avto najsodobnejšo tehnologijo, da zagotavlja varnost, zanesljivost, dovoljna avtonomija na vse zadnje in torej, da je uporabniku prijazen, da nas ne skrbi, ali ga bomo znali uporabljati ali ne. Največ električnih kilometrov boste prevozili v načinu Sherpa. Da, prav ste slišali. Pri Fiatu pravijo, da vas bo ta način kot nekakšen Sherpa na odpravi v Himalajo vodil proti končni destinaciji in za vas premislil tisti načrtovani del poti. No, v praksi pa vam bo predvsem omejil najvišjo hitrost in pa ugasnil klimatsko napravo. Sicer pa je potniška kabina povsem nova in bogato digitalizirana. Tu sta dva nova digitalna zaslona in predvsem osrednji je bistveno naprednejši od tistih, ki smo jih doslej poznali iz Fiatovih avtomobilov. Ko govorimo o prostornosti, pa so potniki največ pridobili v predelu ramen in kolen, prtljažnik pa ostaja enak kot pri prejšnjem modelu. Novi 500 bo poleg običajne različice ponovno na voljo tudi kot kabriolet. No, za tiste, ki si tudi danes želite klasično gnane, pa tudi nekoliko cenejše alternative, pa bo Fiat še nekaj časa izdeloval tudi bencinskega oziroma blago hibridnega Fiata 500 prejšnje generacije. Pri primerjanju električnih vozil je potrebno pogledati, kaj vse avto nudi, kakšno opremo ima in kaj vse je vključeno v ceno. In na koncu potem ostane samo še vprašanje naše osebnosti. Kakšni smo? Smo zadovoljni s povprečjem ali hočemo nekaj več? Več dizajna, več sloga, več osebnosti? So nam bolj pri srcu nahrbtniki ali dizajnerske torbice? In če lahko rečemo, da je električna tehnologija nova, trendseterska, v kateri avtomobil torej bolj sodi kot v novi Fiat 500? Pred časom smo spoznali tudi Fiata 500 z oznako hibrid. Ob prvi predstavitvi novega modela pa smo spregovorili tudi nekaj zanimivih besed s Fiatovimi strokovnjaki. Vabljeni k ogledu.